Živja, danes sem s tabo Monika in predstavila ti bom 7 zanimivih in drznih BDSM pripomočkov. Tole so pripomočki, ki so idealni za raziskovanje mej čutnosti, nadzora in užitka. Video je namenjen izobraževanju in varni uporabi teh pripomočkov, tako da bomo skupaj pogledali, kaj sploh so, čemu so namenjene, kako se uporabljajo in kakšne variacije obstajajo. Prvi izdelek je Wartenberg kolesce. Kaj sploh je to? Wartenberg kolešček je majhen kovinski pripomoček z zobatim koleščkom, ki ga uporabljamo za senzorično stimulacijo. Njegov izvor sega v medicino, kjer so ga uporabljali za testiranje živčne občutljivosti. Kako se uporablja? Pri uporabi koleščka gre za nežno drsenje po koži in to ustvari občutek ščemenja ali pa blagega vboda. Uporabiš ga lahko na rokah, nogah, hrbtu ali pa drugih občutljivih delih telesa. Recimo, če partnerju zapreš oči ali pa ima masko, lahko z lahkotnimi gibi koleščka povečaš njegovo občutljivost, ker so drugi čuti, kakor je tip, bolj poudarjeni. Na voljo so različice z enim ali pa z več koleščki. Eni so iz jekla, drugi imajo gumijaste premaze za bolj blage občutke. Naslednji izdelek so čepi za penis. To so bili v bistvu medicinski pripomočki, ki so se uporabljali za raziskovanje sečnice, z njimi pa res doživiš unikatno stimulacijo. Ponovadi so izdelani iz kirurškega jekla ali pa koži prijaznega silikona. Vse to omogoča varno in higiensko uporabo. Kako se pa sploh uporablja? Ključna je uporaba lubrikanta in počasno ustavljanje. Čepek ustaviš v sečnico in vedno začneš z manjšimi velikostmi, zato da se navadiš občutka. Naprimer, lahko tudi uporabiš v igri podrejanja, kjer partner čuti nadzor skozi ta pripomoček. Na voljo je več različnih čepov, se pravi, obstajajo ravni, ukrivljeni, pa tudi taki vibracijski za dodatno stimulacijo. Pol so še tudi modeli z odprtimi ali pa zaprtimi konicami. Obstajajo pa tudi različne dolžine, lahko so precej dolgi ali pa tudi taki krajši. Tretji izdelek, kletke za penis. Kaj sploh je to? Kletke za penis so pripomočki, ki omejujejo erekcijo in s tem povečujejo občutek odpovedovanja in nadzora. Pogosto so simbol podrejenosti. Kako se uporablja? Kletka je sestavljena iz obroča, ki ga namestiš okrog baze penisa in pa glavnega dela, ki omejuje erekcijo. Recimo, lahko jo uporabiš v igri moči, kjer je lahko dominantna oseba partnerju nadene kletko, kakor simbol, da ima popoln nadzor nad njegovim užitkom. Obstaja več različnih kletk, se pravi, obstajajo kovinske, ki so namenjene dolgotrajni uporabi, eni nosijo to tudi čez dan, potem plastične, lesene, lahko so tudi silikonske, ki so bolj mehke in so bolj primerne za začetnike, in pa tiste z dodatnimi funkcijami, kot so zaklepanje ali pa celo električna stimulacija. Naslednji izdelek so kovinske palice z obročki. Kaj je to? To so trpežni pripomočki za omejevanje gibanja. Uporabljajo se za fiksiranje zapestij, gležnjev ali pa obojga hkrati. Kako se uporablja? Palico prilagodiš tako, da pritrdiš na obroče partnerjeve roke in noge in tako omejiš gibanje in povečaš občutek nadzora. Recimo, uporabiš jo lahko za igranje vlog, kjer je gibanje delno ali pa čist omejeno. Različice vključujejo nastavljive palice z različnimi dolžinami ali pa s tistimi z oblazinjenimi obroči za večje udobje. Peti izdelek, svečke. Kaj je to? BDSM sveče so v bistvu posebne sveče, ki imajo nižjo točko taljenja, kar pomeni, da je njihov vosek varen za uporabo na koži. Uporabljajo se za raziskovanje temperaturnih razlik. Kako se pa uporabljajo? Sveča se prižge in vosek kaplja na kožo iz višine približno 20 do 30 cm, da se temperatura ohladi, preden se dotakne kože. Recimo, kapljaš lahko vosek na hrbet ali pa na ramena in to ustvari občutek pričakovanja in draženja. Na voljo imaš lahko različne barve voska za nek vizualni učinek ali pa sveče z aromaterapevtskimi učinki za dodatno sprostitev. Lahko imaš pa tudi take sveče, ki se stopijo in nastane masažno olje, pa potem sledi še neka erotična masaža. Ok, gremo naprej na 6. izdelek, maske. To so pripomočki, ki lahko simbolizirajo podrejenost in nadzor, ali pa se gre samo za senzorično igro. Glede na to, kakšna je maska, lahko omejuje samo vid ali pa tudi kaj več. Kako se uporablja? Maske v bistvu poveže igranje vlog s senzoričnimi raziskovanji, ker je omejitev vida poveča občutek dotika. Obstaja več različnih mask.
Lahko vključuje preproste trakove ali so pa elegantne usnjene maske, lahko so bolj kompleksne zasnove, pa vse do takih malo bolj ekstremnih, kot je tale za petplay. Še zadnji, 7. izdelek so pa ovratnice s povodcem. Povodec se lahko uporabi za vodenje partnerja po prostoru ali pa kot del igre poslušnosti. Recimo, če partner nosi masko, medtem ko ga vodiš s povodcem. Ovratnice so lahko iz usnja, kovine ali pa celo silikona. Ovratnice s povodcem so pogosto uporabljene v BDSM praksah in vlogah, kjer ena oseba prevzame dominantno vlogo, druga pa podrejeno. Uporabljajo se za nadzor, simboliziranje lastništva ali pa kakor del kostumografije v različnih erotičnih scenarijih. Ovratnica se nosi okoli vratu, povodec je pa pritrjen na ovratnico z zankom ali pa kavlom. To pa omogoča, da lahko oseba, ki ima povodec, vodi ali pa kontrolira osebo, ki nosi ovratnico. Vse te prakse se morajo izvajati v varnem, soglasnem in informiranem BDSM kontekstu. Zelo je pomembno, da se oba udeleženca strinjata z uporabo vseh teh izdelkov in do mej, katerih bo zadeva šla. To je za danes to. Če ti je video všeč, ne pozabi stisniti thumbs up ali pa nam napisati komentarja. Za vsa nova znanja, popusta in pa kaj več nam lahko slediš na našem YouTube kanalu, Instagramu, Facebooku, TikToku in Threadsih. Lahko pa nas obiščeš tudi v naših trgovinah v Ljubljani in Kranju ali pa na spletni strani svetozitka.com. Za vsa vprašanja ali pomoč pa smo ti vedno na voljo preko e-maila ali telefona.